Pot se je bila polagoma razširila v razbrazdano in prašno cesto, ki se je vila proti umazani hribovski vasi. Ob cesti so rasle temne tepke, blizu vasi je stalo par visokih praznih kozolcev. Potem so prišli mimo starih, slamokritih hiš, okna so bila rdeče ali zeleno pobarvana, ob vsaki koči je bil kup gnoja, pri nekaterih celo pred vratmi, tako da se je moglo v hišo lepo ovinkih. Otroci v umazanih srajčkah, debeli, plašni in radovedni so se prikazovali na pragu. Prišlo je iz hiš par sključenih žensk v zelenih nedeljskih oblekah, rožastih rutah in z velikimi molki v rokah, ter se pridružilo procesiji. Skozi vas je vodila pot z mirom navzdol. Na desni se je svet hipoma znižal, kakor v globok prepad. Tam doli se je pričela ozka dolina in iz hriba pod vasjo je izviral studenec, ki je namakal v dolini polja in travnike, ter se naposled izgubil v močvirnati zemlji. Procesija je zavila na levo, na Ukreber. Vas je ostala zadaj in spet so se razprostirali pol ure daleč nerodovitni lazi. Koruza je rasla tu pa tam, prikazala se je skupina tepk in češpalj, senca košatega oreha se je časih razgrnila preko poti. Pomikali so se počasi dalje, po kamenitih klancih na Ukreber. Molili so tišje, gospod, ki je molil naprej, se je globoko oddihal. Od obraza mu je lilo kot izpod kapa. Obrazi žensk in moških so bili topi, oči so gledale brez izraza, jezik je ponavljal leno, zaspano. Za nas Boga prosi. Neusmiljeno je žgalo sonce, žarki so rezali kot svetle britve. In trnja ob poti in staro, preklasto drevje in dolgočasni razriti lazi, vse je bilo tiho, mirno, ni dihalo, ni se zgenilo. Imena svetnikov, ki so jih peli hripavi žejni glasovi, so umirala v razpaljenem zraku in ni bilo vetra, da bi jih nosil v daljavo in da bi se potem tam kje vzbudilo drevje in bi zašumelo, poslušalo. Marko je bil žejen, lačen in truden in mislil si je, koliko časa, da bo to pač še trpelo. Ta dolga mrtvaška pusta procesija, ta revščina, to dolgo mrtvaško pusto življenje, brez veselja, brez kruha. Da bi se samo enkrat do sitega najedel, da bi mu kdo odprl veliko shrambo s policami na vseh straneh in na policah velikonočni kolači, medeni, orehovi, cibebovi, ter bi rekel, zdaj pa jej, kolikor se ti hoče. Velikonočni kolači in velikonočne pomaranče, velike rdeče pomaranče, da bi se mu cedilo med prsti, ko bi jih lupil. Nabasal bi si žepe in bi prinesel domu, ter bi razložil po mizi. Mati bi prišla. Za Božjo voljo, Marko, kje pa si toliko dobil? In sestre bi stale okoli mize in bi gledale in celo oče bi se ozrl po strani iz kota, kjer sedi in krpa, neprestano, da si že mesec dni nima dela. Za Marka je bila vsa strahota življenja v besedah. Oči nimajo dela. Vedel je, s kakšnim glasom je mati izgovorila te besede. Kadar jih je slišal, je vse omahnilo v njem, na prag bi sedel in jokal. Kadar je prišel iz šole, je gledal oddaleč, če stoji na pragu starejša sestra. Z resnim, kakor skrivnostnim obrazom se je sklonila k njemu ter zašepetala. Oče, imajo dela. Stopil je hišo z lahkimi koraki, sladko se mu je smejalo srce in sladko se je glasilo, ko je oče razbijal po podplatu. Zdaj tega že dolgo ni bilo. Vse je minilo, kar ugasnilo je, Bog vedi kako. Marko se je še spominjal rumeno pečenih velikonočnih kolačev. Lepo je bilo, ali minilo je. Lesketalo se je daleč zadaj, kakor sanje. Revščina je zdaj povsod, je dejal oče. Kmetje nimajo denarja, gospoda pa si naroča v mestu. Če bi bil mlad, je dejal, bi šel drugam. Tukaj gre vse navzdol, kakor v pekel. Ali gospod ali berač, drugega ni. To je bilo za Marka vse nekaj strašnega, samo pol razumljivega. Vedel je, da pomeni lakoto, večno lakoto.
Spomnil se je na novo mašo pri podružnici visoko v hribih na planini. Tudi on, ministrant, je šel tja z domačim gospodom. Gospod se je peljal po daljši poti, on pa jo je mahnil čez hribe. Strahovito dolga pot je bila, tako da ni čutil nog. In lačen je bil in žejen. Stregel je pri maši, a po maši so šli gospodje v Faroš in slišalo se je, kako so žvenketale vilice in žlice. Tudi kozarci so žvenketali, jasno, veselo, in gospodje so se hrupoma smejali. Marko je ostal pred Farožem in čakal potrpežljivo. Naposled pa ga je hipoma streslo. Pozabili so name. Gledal je z velikimi očmi proti oknu, poslušal je poželjivo, kadar je prihajal kdo hitro po stopnicah in so se oglasili v veži koraki. Lačen je bil, težak kamen mu je ležal v želodcu in se je prevračal. Žlice že niso več žvenketale, samo cvenk, cvenk, cvenk so peli kozarci. Nikogar ni bilo, a Marko se je držal za ograjo. Majhen vrtič je bil pred Farožem in rad bi sedel, pa ni mogel nikamor. Če bi šel stran, bi prišel morda v istem času kdo pon in bi rekel: kje pa je ministrant, zakaj ga ni bilo gor, da bi jedel in pil? In res je prišel mlad gospod in je ugledal Marka. Kaj pa ti, fant? Jaz sem ministrant, je dejal Marko in v grlu ga je zgrabilo. Tako, tako, tu imaš 10, pa pojdi domov. Marko je šel domov in se je jokal vso pot. Ker je bil gost naokoli, se je jokal na glas, tako da so se veverice plašile. Predno je prišel v vas, si je obrisal obraz, da bi se nič ne poznalo. Kaj pa si vse jedel in pil, Marko? Ga je vprašala mati in veselo ji je bilo pri srcu, da je Marko jedel in pil. No, vse, je odgovoril Marko, potice, meso. Nato pa je sedel, ker so se mu noge tresle in se mu je vrtilo pred očmi. In še 10 so mi dali po vrhu. Zavistno so ga gledale vse 4 sestre in celo oče se je ozrl po strani iz kota. Zdaj se je spominjal na vse to in hipoma ga je spreletelo, da ne bo nikoli konca. Da, zmerom brez konca, kakor kolo bodo tekli dnevi. Zjutraj košček kruha, opoldne močnik, zvečer košček kruha, da bi imel košček kruha in korec vode. Da, zmerom in mati bo sedela v kuhinji, glavo v rokah in iza prstov bodo kapale neprestano debele solze. Sam ni vedel, kako se je zgodilo. Udaril se je s čelom ob hrastov les, križ je ležal na kamenju pred njim. Tako je padel Markov drugič pod križem. V obraz mu je zasopel smrad iz cerkovnikovih ust. Fant, ali naj te primem za ušesa? Kaj imaš nariti oči? In mu je zakopal prste v roko, da je Marka zelo zabolelo, ter ga stresal. Poberi! Zadaj se je oglasil gospod. Fant, pa bi bil ostal doma. Te bo treba prijeti za lase, da boš vedel, koga nosiš. Marko je vzdignil križ visoko, da je gledal Kristus daleč naokoli po pusti krajini. Ozrl se ni bil Marko ne na gospoda, ne na cerkovnika, ali videl je dvoje strašnih obrazov, ki sta gledala nanj kakor bele oči, ki se bližajo po noči, kadar je vse tiho. Mrzlo mu je curljalo po telesu, kot da bi mu zlivali vodo za vrat, in tresel se je. Procesija se je vila zmerom dalje, zmerom navkreber, bližala se je gozdu. Ali namesto, da bi se bila pot zožila, da bi se skrila v senco, se je še zelo razširila, tako da je segala preko nje le tu pa tam senca smrekovega vršička. Tla so bila ilovnata, razrita in razpokana. Rdečkasto rjav prah se je vzdignil za procesijo. Gozd je bil redek, široke golice so bile poraščene s praprotjo ali pokrite za 5 visoko z rumenelim bodičevjem. Tanke sence smrek so risale čudne ornamente. Šlo je zdaj zelo navkreber, tako da so hodili počasi, vsi sključeni in trudni. In žgalo je, razbeljen dež je lil na zemljo, pot je bila pokrita žarjavico. Sonce je stalo že skoraj sredi neba v strašnem veličanstvu. Marko se je tresel, ali utrujenost ga je minila, odleglo mu je.
Stopal je malomarno, križa skoraj ni čutil v rokah, kot da bi ga privezal kdo z vrvjo krog pasu ter ga vlekel za sabo. Hodil je kamorkoli, saj je vse eno. Saj ne bo minilo nikoli, kar naprej, kamor je. Žejalo ga je, ali kaj more človek, če ni vode in če je nikoli ne bo. Lačen je bil, ali kaj more človek, če mu je tako namenjeno. Kar zmerom naprej, brez konca. Tam zadaj hodita cerkovnik in gospod in ga priganjata, žugata mu s kropilnikom in brevirjem. Ali čemu ga priganjata, saj gre sam. Zmerom naprej gre, žejen in lačen, zmerom naprej in ne misli več na latinsko šolo. To je bilo tako neumno, kakor če je časih mislil, ko je prihajal iz šole. Morda je zdajle vsa miza polna dobrih stvari. Mati se smeje od veselja, celo očetu se tresajo brki. Hipoma se je vse spremenilo, nekdo je prišel in je prinesel vsega. Tako sladka je bila misel, da se je spremenila v pričakovanje in da je odprl vrata z nemirnim srcem in pridržano sapo. Materin obraz je bil objokan kakor zmerom, oče je sedel tiho za mizo in na mizi je bila skleda koruznega močnika. Latinska šola in vse to, same neumnosti, nikoli ne bo konca. Gospod in cerkovnik zadaj s kropilnikom in brevirjem, strašna neizmerna pot, težek kamen v želodcu, da bi človek umrl. Ali je potem konec? Pekel je potem, večen ogenj, večno poželjenje po korcu hladne vode. Na dnu svojega srca je Marko sovražil Boga, ni mu mogel oprostiti, da ga je prosil nekoč zastonj vso noč. Večerje ni bilo, dela ni bilo. Očeta je obšlo nenadoma, hodil je s trdimi koraki gor pa dol in klel strahovite kletve, da se je mati tresla v kotu in da so se otroci jokali. Marko ni mogel zaspati in videl je, da je ostala mati po noči in da je pokleknila ob posteli in da je jokala in molila do jutra. Tudi Marko je molil vso noč, ali jokal ni. Ležal je v posteli široko odprtimi očmi in pogovarjal se je z Bogom, kakor prej nikoli. Zdelo se mu je, da je bil čisto blizu njega. Čutil je skoraj na čelu dih njegov, njegovo vse ljubečo, blago roko in toplo, sladko zaupanje ga je napolnilo vsega. Vedel je, da bo drugo jutro vse drugače in zaspal je miren. Toda zjutraj ni bilo kruha, strašen dan je bil. Šele ob 10 je prinesla mati hlebec in kar zgrudila se je na klop. Ozmerjali so jo bili, beračico. Ali ona ni jokala zaradi tega? Jokala je zato, ker jo je bil varal Bog, ki ga je prosila in rotila vso noč na trudnih kolenih. Od takrat je Marko sovražil Boga. Zato je vedel, da pride v pekel, kjer je večen ogenj in večno poželjenje po korcu hladne vode. Tako se vije pot neprestano v žeji in lakoti in grozni žalosti, vije se proti peklu, a vije se navkreber. Čudno je, da se vije navkreber, ali pa se Marko moti. Pot gre navzdol, zakaj gori so nebesa, a pekel je spodaj. Kako si je mogel misliti, da gre pot navkreber? Kako pa hodiš, ali si pijan? Marko je slišal cerkovnikov glas, a odgovoril je samo v mislih. Saj grem za Božjo voljo, saj grem. Čemu pa me preganjate? Saj ne maram ničesar, ne marelic, ne pomaranč, ničesar. Samo ne tepite me za Božjo voljo, saj grem. Kako ga preganjajo rabelni? Zasmilila se mu je mati, ki je tako slaba in bolehna in ki nikoli nič ne je. Svoj kruh spravlja za mimico, ki je še neumna, a zase odščipne drobtino, ki bi bila komaj za mravljinca, pomoči jo v vodo in to je njena večerja. Marko se je paralo srce, kadar jo je videl, kako je gledala objokana, vsa v strahu, kakor tič, če ga zgrabi trda pest in ga tišči za vrat. Marko bi ji kaj rekel, ali če se je stisnil k njej, se je zajokala še bolj in kakor od svinca so kapale solze Marko na obraz in na roke. In zdaj mora mati, lačna in žejna, po tem trdem kamenju, v tem neusmiljenem soncu. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna,
še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna, a joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete. Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc pred cerkvijo v Božica. Da bi jo mogel vzeti vsaj v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v 2 gubi, obraz suh, obrvi namrščene. Rekel ni besedice in niti zavzdihnil ni, a časih se je ozrl po strani, tiho, na mater, na 4 sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem, zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj, on bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje, toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prokleti, prokleti, je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbulile. Strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim, a sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprvo pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec. Tam zadaj za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec, strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo obenem, bežati. Mati, mati, ne tod gor, ne tja dol, bežite, mati, na to stran, ti Francka na ono, vleci Mimico sabo, mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko, omahoval je, križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel svojo hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.